Moje ime je Tatjana Hlačar, živim v Kamniku, kamor sem se preselila na korenine moje mame. Osnovna izobrazba je diplomirani ekonomist, nato sem to nadgradila še kot specializantka pomoči z umetnostjo, kjer uporabljam glino, in seveda lončarka in keramičarka. Za kakšne stvari se pravzaprav ne odločimo zavestno, ampak ene stvari se nam zgodijo v življenju. In tako se je meni zgodilo, ko sem se srečala z glino, da me je ta material toliko prevzel, ne. In tudi, ko sem se srečala z lončarskim vretenom in z mojstrom izdelovanja na lončarskem vretenu na Slovenskem, je bilo konec, ne. Je bilo konec z mano. Jaz sem pustila dobro službo in sem zamenjala, naredila si nov prostor in mi ni žal. To je pač moja zgodba. Tisto, kar me je tako očaralo in me še vedno in tudi kar z veseljem dajem naprej, je dotik. Dotik tega materiala, sploh, ko delaš na lončarskem vretenu in vsak dotik se pozna. In ko nimaš pravzaprav stvari v oblasti, nisi sploh v prvih začetkih, ne, v prvih korakih, ampak moraš ta kontakt vzpostaviti, to povezanost z materialom, ne. In to je tudi nekaj, kar mene v življenju zanima. In me je glina ogromno naučila in delo na vretenu, ne. To je pa za mene čisto odvisno od tega, koliko močno bomo mi zdaj, ki smo zaljubljeni v to keramiko, ki to cenimo in spoštujemo, uspeli v tem okolju to interpretirati in prikazati. Ampak to je zdaj en vidik, ne. Drugi vidik je pa ta, ne, da zdaj seveda tulele z zaprtjem fabrike je šlo tudi veliko znanja, ne. Tule sicer tovarna dela naprej, ampak ne več na dekorativne keramike, ampak to industrijsko keramiko. In tukaj je recimo bila visoka tehnologija, ne. In zdaj recimo, če si majčkeno dovolim moji domišljiji, ki mi kar uhaja, ne, je možnosti tukaj veliko in mi imamo tudi tukaj eno vizijo, da bi uspeli povezati zdaj to preteklost, to lepoto, to, kar ste že tukaj delali, z današnjimi potrebami na področju, ne samo, da se dela stalno samo, kako bi rekla, replike ali pa reinterpretacijo tega, ne, ampak da se iz tega zgodijo nove stvari, ki jih danes potrebujemo v vsakdanjem življenju, ali zaradi lepote, ali zaradi uporabnosti, ali pa tudi zaradi novih potreb, ki se kažejo, ne, da se tukaj tudi razišče. Saj recimo mi, če gledamo, kdaj so že delali recimo vodovodne cevi iz keramike, na primer, ne. In tle so neslutene možnosti za razvoj te veje. Jaz se tudi tukaj, seveda bo šlo vedno, po mojem mnenju, v vse smeri. Danes imamo mi 3D tiskalnike, mislim si šokiran, čarobno, ko vidiš, kako delajo, a ne. Ampak to je za določeno ciljno skupino ali pa za določene izdelke, ne. To bi rekla, ker nekateri danes zelo razmišljajo v tem smislu, da zaradi sodobne tehnologije, da bo to izginilo, ne. Ampak pač možnosti so vse odprte, ne, ampak če majčkeno se poglabljaš, ne, da vidiš, da od nekdaj so izdelovali iz gline, dokler material bo in bomo imeli roke, bodo vsi načini obstajali. Za mene. Ja.